Super, dobrodošli na današnjem Mysliju, ki smo ga tako lepo dobrodelno naslovili, kako smo naredili kriptokovance dobrodelne. Skratka, vključili smo eno besedo, ki je zadnje čase zelo popularna, ne, sami organi taktira to beseda, in pač, kot kaže, bo ta beseda ena izmed stalnic pogovorov, ki bomo jih gostili tukaj v Kibli. Z nami so David, Mario in Aljaž, ki so jedrni člani, bom rekel, ekipe Čerjo. Prav ta ekipa in pa rešitev, ki so nekako jo zasnovali in jo razvijajo, bo pa v bistvu tema današnjega pogovora. Kot vedno vabljeni k vprašanjem, da bo ta pogovor čim bolj, recimo, zanimiv, interaktiven. Za začetek bi prosil kar vsakega taka ena kratka predstavitev, najprej kot posameznika in kako se je znašel v tej ekipi, pa potem nadaljujemo z prvim krogom mojih vprašanj. Tako da kar izvoli, z leve proti desni. Ja, lep pozdrav iz moje strani. Torej, moje ime je Aljaž, sem co-founder projekta Čerjo. Moja zgodovina, sem programer z nekajletnimi izkušnjami, kar sem delal v preteklosti, sodeloval sem tudi v startup sceni, kjer smo bili dokaj uspešni. Bili smo v Ameriki, v Seedsumu pospeševalniku, kjer sem se naučil kar nekaj dobrih zadev. Ekipi sem se pač priključil, v bistvu, ker smo zdaj do prijatelja iz otroštva, in ko je v bistvu on začel s to idejo, me je pač poklical in me povabil v ekipi in tako smo začeli skupaj. Ok, samo malo, ta izkušnja v Seedsumu ste bili 2016, 2015? Ja. 2016, ok. Zdaj, ali je bilo takrat, ko ste bili torej v Teksasu, že takrat kaj govora, ali pa je bilo v tistem batchu startupov že kaj kripta, blockchaina, kaj podobnih decentraliziranih tehnologij, ali je bilo to še takrat čisto nekaj, kar je bilo popolnoma pod radarjem, ali pa se še ni o tem govorilo, ali pa še ni doživelo neke medijske pozornosti. Ja. Ja, pač to je bilo obdobje, ko recimo je Bitcoin pač ga ni bilo, predtem je bil, takrat je ful padel in mislim govora o kriptovalutah, sploh pa v kakšnih ICO-jih ni bilo nikjer, no. To je bilo klasični startup, torej zbiranje seed kapitala in načeloma je bilo to, no. Ok, cool, hvala. David. Lep pozdrav, moje ime je David, najprej hvala, da vas je kar veliko prišlo. Jaz sem v bistvu co-founder Čerja, začel sem s to idejo nekje lani v začetku leta. Z Bitcoinom sem se drugače srečal že konec 2013, takrat smo nekaj rudarili pa se poučevali o blockchainu. Pol je bila neka pavza vmes, ko je bil ta padec Bitcoina. Lani sem pa videl, da dejansko lahko ti programiraš na blockchain, pač ko je Ethereum prišel ven, ko je omogočil pametne pogodbe, in iz tega je pol izhajala pač ta ideja. Razmišljali smo, dajmo nekaj narediti, ne, za pač nek projekt na blockchainu, ne. Ker sem sam že par let v botrstvu, pomagam pač otrokom v stiski v Afriki, je iz tega prišla pol tudi ta ideja, ne. Jaz sem tudi povabil pol Marjota pa Aljaža pa sestavil ostali del ekipe, s katerimi smo tudi že delali na nekih projektih v preteklosti. Sam sem podjetnik že nekaj let, ukvarjam se s programiranjem. No, pa smo pač začeli to razvijati. Med drugim si tudi direktor digitalne agencije? Vodiš digitalno agencijo? Ja, ni glih digitalna agencija, oziroma če misliš za Čerjo, drugače imam jaz svoj espe, kjer se bolj s programiranjem ukvarjam. Ok, dobro. Skratka, prav zanima me torej leta oba sta omenila ta 2013, pa vsi ste načeloma poznali in blockchain in tudi pač seveda Bitcoin, ne. In v bistvu je torej šele Ethereum kasneje povzročil, da je ta tehnologija dobila neko meso, neki smisel, ali zakaj v bistvu, zakaj teh 7 oziroma teh 5 let tukaj nekega mrtvega
Ja, dejansko, ko je bil Bitcoin, oziroma še ostali altcoinci par let nazaj, so bili samo za prenos vrednosti iz enega naslova na drug naslov. Nisi si mogel početi kaj s to tehnologijo. Zato recimo so tudi kriminalci začeli to uporabljati, pa je blockchain dobil slabo ime, ker se je uporabljal za kriminalne namene. Ethereum je pa dejansko prvi, ki je naredil, da lahko ti uporabiš to tehnologijo oziroma da lahko delaš pač neke pametne pogodbe, pa razvijaš neke projekte na tem. Ok. Kasneje bomo še te magične pojme malo bolj poljudno tudi razjasnili. Jaz sem namreč ekonomist, pa ne štekam vsega tega, tako da boste mi pol še malo bolj podrobno razložili, pa mogoče še prej tvoja kratka predstavitev. Lep pozdrav vsem, moje ime je Mario. V bistvu sem diplomiran inženir računalništva iz Ferija. Tudi David pa Aljaž sta iz Ferija, z Davidom smo celo bila sošolca, vse tako pravijo, no, jaz ga nisem videl na faksu. Ne vem, ali ni bilo mene ali ni bilo njega, to je zdaj tak zgodovina. To ni zapisano v blockchainu, tako da to je še stvar diskusije. Dve leti nazaj sem v bistvu odprl svoje podjetje. V srednji šoli sem že iz svojega hobija razvil posel in sem postal tak freelancer. Kasneje sem pač to moral pač SP odpreti za poslovanje. Z kriptosvetom sem se srečal 2016 z vsemi temi entuzijasti, ki so pač prišli na površje. Pa tudi potem, ko se je ta Ethereum blockchain usposobil in da si v bistvu lahko začel programirati. Vsi smo pač neki programerji in nas je to fasciniralo, ta tehnologija, tako da. Ok, cool. Pravim, zdaj šele z Cherryjem je v bistvu dobila ta tvoja strast do blockchaina neko konkretizacijo, skratka si dobil neki projekt, izziv, ki lahko pač izkoristi prednosti pač te tehnologije. Ali si prej v bistvu že v kakih drugih projektih testiral, programiral? Ne, načeloma ne, ampak vsi smo po duši bolj dobrodelneži, tudi bil sem zraven enega društva v Sloveniji, ki smo tudi za UNICEF zbirali denar, ampak potem nikoli nismo vedeli, koliko denarja v bistvu gre kam, koliko se ga zadrži, koliko se porabi za neke stroške interne. Tako da iz vsega tega smo potem izhajali za projekt Cherry. Ok, cool. Zdaj, preden se zakadimo v sam Cherryjo, dajte nam tako zelo enostavno, poljudno, tako kot bom rekel babici razložiti blockchain, ICO, Bitcoin, Ethereum, kaj so vsi ti pojmi, tako v nekem smiselnem, v bistvu logičnem zaporedju, kaj je vloga katerega izmed teh pojmov, kako so med sabo povezani, pa mogoče, če začnemo z blockchainom. Ja, blockchain se lahko predstavljamo kot neko decentralizirano podatkovno bazo, oziroma če povem na dejanskem primeru, recimo banka, recimo ti potuješ po Evropi, si kar naenkrat obtičiš v Franciji, pa rečeš meni, daj pošlji mi 1000 evrov, nimam denarja, tu sem. In zdaj prvi problem je, da če je banka zaprta oziroma če je vikend, ne moreš nakazati. Drugo pa, recimo jaz sebi pošljem 1000 evrov, ti dobiš teh 1000 evrov, jaz imam 1000 evrov manj. In kaj se je zgodilo? Naredil se je samo nov zapis v bančnem registru. In zdaj do tega registra imajo dostop določene osebe, ki lahko manipulirajo s podatki, lahko se tudi kaj zgodi z registrom, recimo se zgori vse skupaj. Tu pa potem prije pač blockchaina. Pri blockchainu je ta register, tako pri banki, je razpršen med vsemi uporabnikami, vsi imajo isto kopijo, torej če en uporabnik doživi hekerski napad, da se hoče neka transakcija, recimo heker hoče spremeniti v registru, da ima on zdaj 1000 bitcoinov, omrežje takoj vidi, da je prišlo do neke spremembe v registru in se ta register, ki je bil hacknjen, zavrže in se nadomesti z novim. Torej praktično je nemogoče vdreti oziroma narediti spremembe, ko je enkrat to zapisano.
Zdaj Bitcoin, tako sem prej rekel, Samo sekunde še mogoče. In največja prednost recimo te blockchain tehnologije v primerjavi z prejšnjimi je torej kaj, da je decentralizirana, kar pomeni, da pač vsak torej node ima identičen zapis celotne baze, drži? ja, dejansko si ti sam svoja banka lahko, ne. Ti imaš celo zgodovino transakcij, ne. Poleg tega je vse vidno, vsak lahko ve, kam so transakcije šle, niso znane, od koga je prišlo, pa kam gre, ne, samo, ja. Okay. Torej decentralizacija in pa distribuiranost sta v bistvu dve ključni lastnosti torej blockchaina in pa prednosti hkrati v primerjavi z nekimi prej znanimi ali pa prej uporabljenimi centralnimi registri, ki so pač bili v eni točki zbrani vse baze in so ravno zaradi tega bile v bistvu, to je bila tudi njihova največja ranljivost, če prav razumem. Ja, tako je, recimo en dober primer je, če vzamemo Dropboxa, ne, oni imajo neke serverje in če se poškodujejo tisti serverji pa backupi, vsi ostanemo brez podatkov, ne. Če pa to na blockchainu, pa se to ne more zgoditi. Okay. In zdaj, samo da razumem, in pač blockchain, torej ta neka mreža, da funkcionira, potrebuje torej neke člene te mreže in te členi so dejansko. Ja, dejansko to so minerji, ne. Minerji v bistvu potrjujejo transakcije, ne. Ko jaz pošljem tebi recimo en Bitcoin, ta mreža minerjev preveri, če ima ta oseba, ki je poslala Bitcoin, res toliko Bitcoinov, ki jih je poslala, ne. To se pravi, oni pogledajo celo zgodovino transakcij in potrdijo pač transakcijo, da če je uspešna, ne. Okay, in ti v zameno za ta neki procesorski čas oziroma pač za neke elektriko, bom rekel v narekovajih, in pač neki procesorsko moč, v bistvu se dobijo ti minerji oziroma rudarji nagrado v obliki delčka Bitcoina. Ja, nek fee dobijo, ja. Okay. Torej to je zdaj načeloma ta torej blockchain. In pač zdaj povezava med blockchainom kot tehnologijo in Bitcoinom je pa kakšna? Torej? Ja, Bitcoin je dejansko na blockchainu, ne. Torej za delovanje Bitcoin blockchaina je potreben Bitcoin, ne. Bitcoin se pošlje, minerji delajo, da to omrežje stoji, ne. Zdaj pol je pa Ethereum, ne. Ethereum je pa naredil pametne pogodbe, to je pa recimo primer, če se midva staviva, kako bo jutri vreme, ne, ti rečeš, da bo dež, jaz rečem, da bo sonce, rečemo vsak da en Ethereum, se sprogramira pametna pogodba, se Ethereumi pošljejo na pogodbo, pogodba jih zadrži in ta pogodba drug dan sama pogleda, kako je vreme in sprosti recimo sredstva tisti osebi, ki je zmagala. Ja. Okay. Se pravi, da smo izločili nekega posrednika, ki bi jamčil, da denar res dobi tisti, ki je dobo stavil, ne. Okay, torej, zdaj, če malo posplošim, skratka, Ethereum je torej neka platforma, ki temelji torej na tem blockchainu in omogoča neke pametne ali pa napredne rešitve, ki so znova decentralizirane, avtonomne, v bistvu in preprečujejo vmešavanje neke tretje osebe v bistvu posle, ki so relativno znane. Ja, pač neke dele kode lahko ti straniški nadomestijo osebe, ne. Okay. Prav. Imaš kdo kakršnokoli vprašanje zdaj s temi osnovnimi pojmi? Blockchain, Bitcoin, Ethereum? Ne za delovanje blockchaina, ampak ja, ne. Mislim, samo če ne bi bilo recimo transakcij na blockchainu, ki se z Bitcoinom uporabljajo, ne, da bi bil useless, tako je. Ja, pardon. Okay. Še kako vprašanje, mogoče tak, da te osnovne pojme popolnoma razjasnimo in razčistimo? Ne? Okay, samo to me še zanima. Torej, in zdaj imamo recimo dve neki podatkovni distribuirani strukturi. Eno je torej blockchain mreža, drugo je na Ethereumu torej temelječa neka mreža. Sta te dve mreži, v kakem razmerju sta te dve mreži se med seboj lahko
pogovarjata, sta med sabo kompatibilni ali sta to čisto dve ločena interneta, bom rekel? Ja, to je načeloma ločeno. Zdaj se razvijajo neki sistemi, ki bi omogočili komuniciranje med različnimi blockchaini, samo še ni razvito trenutno. Sta to dva različna blockchaina. Ok. Prav. In zdaj šele ta neka tehnologija, ki je praktično z Ethereumom postala bolj splošno uporabljena, ne, če prav razumem, ker namreč sam Bitcoin je že 2013 nekako začetek, ne, ampak še Ethereum je pa kdaj v bistvu tak časovno približno? Ja, zdaj točno, mislim, da začetek 2014, če se prav spomnim. Ok. Ampak šele v bistvu tak zadnji 2 leti, recimo ali pa 3 leta je postalo to neka tehnologija, ki je dobila v vsakdanjem poslovnem, pa tudi drugem svetu neke uporabne rešitve, ne, če se motim? Ja, zdaj dejansko največji boom je bil zdaj 2017, ne, to je zaradi teh ICO-tov. In zdaj, kaj po vašem mnenju v bistvu sprožilo ta val nekih ICO-tov? Ker tehnologija, zdaj, če smo v bistvu ugotovili, je že obstala, ne vem, 2013, 2014, ne? Zdaj, se je šele leta 2017 neki tak razcvet, kaj po vašem mnenju bo trvalo takemu razcvetu tovrstnih projektov? Ja, zdaj eno je definitivno pač to zbiranje sredstev, začetnega kapitala preko kriptovaluta, ne. Po moje je tudi to, oziroma zaradi tega so začele cene rasti, ker so se začele kriptovalute bolj uporabljati in potem so pa tudi dejansko drugi investitorji vstopili v ta trg, ne, ker so videli priložnost zaslužka. Okay. Ker dejansko na nek način je pač ICO je lahko enako pač neki Kickstarter na, ne vem, dostikrat slišimo primerjavo, ICO je Kickstarter na steroidih na nek način. Ja, zdaj recimo ICO, ne. Mogoče še to razložimo zdaj, torej zdaj vemo, kaj je Bitcoin, kaj je blockchain, kaj je Ethereum, zdaj kaj pa zdaj ICO v tej celi zgodbi? Ja, ICO je, kratica je Initial Coin Offering, ne, to je izhaja iz IPO, Initial Public Offering, to IPO je, ko dejansko delničarji dajo prvo uporabo oziroma prvo prodajo delnic javnosti, ne, preko ICO-ta pa podjetja zbirajo pač začetni kapital, ne, za razvoj nekega produkta. Podjetja pač izdajo nek svoj token in pač zberajo kapital s prodajo tega tokena. Ok, zdaj povedal si še en pojem, ki je tudi sestavni del tega, in sicer token oziroma žeton, kriptožeton, ne. Zdaj, kaj je zdaj kriptožeton v tej zgodbi ICO-ta in blockchaina in Ja, zdaj, kriptožeton mora dejansko, če delaš ti nek projekt na blockchainu in če hočeš imeti kriptožeton, mora imeti ta žeton pomembno vlogo v tej tvoji platformi, ne. Se pravi, da tvoja platforma naj ne bi delala oziroma ne bi funkcionirala pravilno brez tega žetona, ne. Zdaj recimo, če damo primer prodaje kino vstopnic, ne, če ti dejansko tokeniziraš kino vstopnico in ta vstopnica ta token, ne, se potem obnaša kot kino vstopnica, ne. Zdaj, če bi ti imel, recimo, če ne bi imel tokena, ti ne bi mogel reči, da je zdaj, ne vem, Ethereum je pa zdaj moja kino vstopnica, ne. Ti moraš svoj token narediti pa ga sprogramirati, kako se naj obnaša. Okay. Ali obstaja torej blockchain projekt brez tokena? Je to možno? Ali smiselno? Je možno in je smiselno, ja, odvisno pač zdaj od primera do primera, ne. Je mogoče kakšen taki primer, ko je blockchain, ker se mi zdi, da to preveč enačimo, da blockchain projekt je enako ICO projekt, je enako neki kriptožeton za neko vrednostjo. Je mogoče kakšen primer, ko je blockchain projekt brez nekega kriptožetona? Ja, zdaj bolj ko ne blockchain projekti brez, oziroma še ti imajo svoje žetone, ne vem iz glave. Ampak teoretično je to tudi smiselno. Skratka, jaz lahko uporabim to neko distribuirano, decentralizirano tehnologijo za zapise, recimo zapise nekih transakcij, ki načeloma... Ja, uporabiš lahko recimo Ethereum blockchain
pa narediš, recimo lahko bi shranjevali vozniške na ta blockchain in ti bi potem s svojim private keyjem dostopal do njih, na različna načeloma tokena. Ok, cool. Dobro, skratka, zdaj jaz mislim, da imamo vse te jedrne pojme, tehnologije razčiščene, vam je zdaj vsi roke gor tistim, ki je zdaj to vse jasno. Ok, zdaj tisti, ki dvigne roko gor, tistega me šel zdaj vprašati, kaj je isto. Ok, cool. Skratka, blockchain, tokenizacija oziroma poslovni model temelječ na kriptožetonih in pa zdaj povezava z dobrodelnostjo. Je enako čerjo. Kaj je zdaj čerjo in na kak način je v bistvu dobil čerjo vrednost z pomočjo te blockchain tehnologije? Ja, torej čerjo je projekt za zbiranje sredstev namenjen vsem dobrodelnim in humanitarnim organizacijam. Z uporabo blockchain tehnologije želimo izkoristiti prednosti, to pomeni, da bi želeli dati fokus transparentnosti, preprečevanju zlorab, s pomočjo tokenov bi radi nagradili tudi vse aktivne uporabnike, to pomeni naše ambasadore, promotorje. Prav tako bi želeli vključiti oziroma razširiti publiko donatorjev iz nekripto na kripto in omogočiti transakcije s kriptovalutami, kar omogoča hitre transakcije, brez posrednikov, konec koncev pa zelo majhni stroški. Okay. To je neka pač groba osnova. No. Okay. Zdaj si navedel kar nekaj prednosti oziroma lastnosti te čerjo platforme, pa če gremo v bistvu čisto nekako od začetka, rekel si v bistvu, da je čerjo platforma, ki omogoča v bistvu transparentnost, ne? V dobrodelnosti. Zdaj, kaj je zdaj s transparentnostjo, mogoče kak primer netransparentnosti, na kak način boste vi zagotavljali transparentnost? Ja, pač načeloma je to, trenutno je teka, vse organizacije dobrodelne so ene izmed redkih, ki delajo dobro. Ne. Še vedno lahko od njih zahtevaš letni izpis, torej morajo točno vedeti, kam je šel denar, ampak to se da načeloma ponarediti. Ne. Pri tem, ko pa potekajo transakcije oziroma donacija preko kriptovalut, pa ko se zapis enkrat potrdi, ga ni mogoče več ponarediti, plus tega, da je to shranjeno v javni knjigi in to lahko vidi vsak. Ne. Res je, da ni identitete, torej od kod je prišlo, ampak je permanentno shranjeno. Okay. Tako da načeloma to je v bistvu tista glavna prednost blockchaina, pač transparentnost. Ok, in zdaj transparentnost in torej, če zdaj gledamo končne uporabnike, recimo mene kot potencialnega donatorja, torej zakaj bi jaz doniral preko čerja namesto preko UNICEF-a? Zato, ker bom jaz na nek način lahko videl točno kam je moj, ne vem, eter v bistvu potoval, ali zakaj bo to za mene bolj prepričljiv način doniranja, kot pa recimo, da dam, ne vem, UNICEF ali pa kakšni drugi dobrodelni organizaciji? Ja, primer zbiranja, pošlji SMS-a, ne, pošljiš recimo SMS za 5 €, a pa ve kdo, koliko sredstev je od tega dejansko prišlo do končnega uporabnika, pač verjetno ne. To je pač en primer, ko uporabnik, ja, je dobrodelen, donira, ampak ne ve dejansko, koliko tega je prišlo do njega. Ne. Pri nas je pa tako, da ko bo nekdo doniral, bo vedel točno, zakaj donira, koliko je doniral, plus tega bo še nagrajen za to. Ok, zdaj, če ostanemo pri tem, komu je doniral, skratka, vi boste torej dali nek projekt, skratka, projekt v narekovajih, skratka, recimo družina potrebuje pomoč, kaj boste definirali projekt, skozi katere parametre boste vse definirali projekt? Ja, v bistvu mi, lahko. V bistvu mi bomo objavljali projekte samo v štartu preko organizacij, to bo potrebovalo našo kredibilnost, to pomeni, da bo v bistvu organizacija našla problem, ki ga bo lahko potem objavila na naši platformi. Torej, ko govoriš organizacija, je neka dobrodelna organizacija, ki ima dober vpogled v najbolj pereče težave nekih ranljivih ciljnih skupin, in ta organizacija bo v bistvu preko platforme vnesla nek projekt, vi boste ga odobrili,
ali v bistvu kaki bo proces? Načeloma projekti bojo listani na platformi. Imamo tudi v planu, da bi projekte potrjevali uporabniki, to pomeni z uporabo naših tokenov, samo tisti, ki bi imeli naše tokene. Poleg tega bi organizacija, da bo sploh lahko objavila, bo mogla zakupiti naše tokene kot neko vstopnico in jih zakleniti na pametno pogodbo. To pomeni, da bo v bistvu lahko kasneje brezplačno uporabljala pač našo platformo. Ok, ampak recimo zdaj, če se samo zdaj vrnemo v neki scenarij, skratka jaz ne zaupam UNICEF-u, zato ker ne vem, ali pa ne zaupam pošlji SMS za 5 evrov za dobrodelnost, ne? In na kak način boste vi mene torej bolj prepričali? Skratka, jaz bom imel neki projekt in jaz, ko bom doniral en Ether, bom točno potem videl, da je ta projekt preko pogleda v ta blockchain, bom videl, kam je ta moj Ether šel. Projekti bojo zasnovani tako, da bojo določen bo neka zgornja meja, koliko se zbira in donacije bojo preko kriptovalut. Ko bojo sredstva dosegla zgornjo mejo, bodo na to sredstva ali sproščena v celoti. V celoti bodo sproščena v primeri, ko bo organizacija iz preteklih kampanj imela dobro oceno, ki bo shranjena na blockchainu. Če bo imela organizacija slabo oceno, bojo sredstva sproščena v delih. In to pomeni, ko bo sproščena v delih, da recimo sproščale se bojo v 3 milestonih in na začetku prvega milestona bo organizacija mogla predložiti dokumente, donatorji, ki so donirali, bodo mogli to potrditi in če bo recimo več kot polovica donatorjev potrdilo, kot da so dokumenti verodostojni, bo organizacija prejela sredstva naprej in tako bo kasneje vsak milestone. In na podlagi teh ocen bo tudi končna ocena kampanje in potem skupna ocena organizacije. Okay. Teda v bistvu še vedno ključno vlogo igrajo tukaj te organizacije, ki načeloma priskrbijo poročila, dokumente, dokazila, da je ta projekt dejansko, oziroma da so sredstva šla, kampanja, da je bila uspešna in da dejansko tisti pomoči potrebne dobil ta neka zbrana sredstva. Ja, mislim, organizacija bo na nek način prisiljena v bistvu izvesti projekt, ker bo mogla dokazati. Če ne bo izvedla projekta, ne bo dokazila, ne bo dobila več sredstva. Ne. Tudi za naprej. Ko se bo enkrat dobro izkazalo, bo zaupanje samih ljudi v organizacijo se bo povečalo in načeloma bi mogli tudi lažje zbirati sredstva za nadaljnje kampanje. In tu še vedno, ne, zdaj, če govorimo o teh potrdilih, dokazilih, tu znova ni nobenega posrednika, skratka, ne vem, če bo recimo ne vem, nakup gradbenega materiala za eno pogorelo hišo, recimo kampanja, ne, bodo dokazila, ne vem kaj, fotografija te obnovljene strehe ali ne vem kaj bo dokazila in to bodo znova tisti, ki so donirali sredstva, bodo potrdili, ali je to dokazilo ustrezno. Skratka, ne bo tu znova nekega posrednika, ki prav razumem. Tako je. Okay. Pač v bistvu, ja, dokumenti so lahko predračun, lahko je karkoli, lahko so videoposnetki, lahko so slike, karkoli. V glavnem, važno je, da bo kupna moč naredila kredibilnost, da bo pač večina glasovala za to, da je to res in ja, v takem smislu. Ja. Samo malo, da mikrofon prije do vas. Zdaj, kakorkoli obračamo glede zaupanja, malo bliže. Ja, vsaka dobrodelna organizacija za svoje delovanje rabi neka sredstva, pa kakorkoli že obračamo stvari, ljudje se ukvarjajo z tem, da najde ljudi, ki imajo težave, da poskrbijo, da ta denar pride do njih. Zdaj, tukaj nisem nikjer zasledil, ok, tu se neka sredstva zberejo, pol pa verjetno nek delež sredstev mora iti za delovanje, ne vem, za delovanje vaše platforme, za same organizacije, ki priskrbijo te podatke in pol na koncu tudi za tiste, ko denar rabi. Kakšen je tu recept vaš? Ja, od večina sredstev, kaj se zberejo v kampanji, imamo določen procent, ki bo šel za delovanje platforme, ampak v štartu bomo živeli ob uspešnem micu izbranih sredstev. Moramo še razviti konkretno poslovni model, ampak ker smo dobrodelni, bi v štartu začeli na tak način, da bi
mali odstotek sredstva od vsake kampanje šel za vzdrževanje platforme. Ravno mikrofon že tukaj pri meni. Eno vprašanje, zakaj bi jaz kot organizacija zbiral sredstva preko vaše platforme, ker mora biti ful transparentno, potem donatorji me v bistvu potrjujejo, lahko mi nagajajo in tako dalje. Kaj imam jaz v bistvu kot organizacija, kakšno korist imam, da koristim platformo za zbiranje sredstev, ne pa neke tradicionalne načine? Ja, mi bomo ponudili platformo organizaciji v uporabo zastonj praktično, nič več ne stane. Dejansko vse, kar morate narediti, je, da kupite naše tokene in jih zaklenete na blockchain in v tem obdobju, ko imate vi tokene zaklenjene, lahko uporabljate platformo. Ko tisto obdobje poteče, dobite vi tokene nazaj in jih lahko prodate oziroma naredite karkoli. Se pravi, da mi vam ponudimo zastonj platformo, da jo lahko testirate, še zmeraj lahko imate tiste svoje stare modele za zbiranje sredstev, ki jih pač zbirate. Poleg tega lahko preizkusite platformo, pa se pol sami odločite, kaj je boljše za vas. Poleg tega imamo naš token model tako razvit, da bomo poskušali ustvariti community efekt. Se pravi, uporabniki platforme bojo lahko postali ambasadori kampanje, ki jo bojo šerali po socialnih omrežjih in s tem boste vi dejansko prišparali na stroških marketinga. Dejansko, če vi šparate na stroške, je za vas večji dobiček. Dobrodelne organizacije tudi morajo iz nečesa živeti. Ali je pri vašem poslovnem modelu Mikrofon. tudi, da se del zbranih sredstev da tudi dobrodelne organizacije, ki preko vaše platforme zbira sredstva, ali odkot bo dobrodelna organizacija sama dobivala sredstva za svoje delovanje? Zdaj, vaša platforma je zastonj, oni zberejo sredstva, zdaj, koliko sem vas slišal, gre nekaj za vaše delovanje, pol pa bolj kot ne vse tistemu, ko denar rabi. Kako pa se pol sama dobrodelna organizacija preživlja, odkot dobiva denar za svoje delovanje? Danes ga dobiva od deleža zbranih sredstev. Kaj pa tukaj? Ja, to je dejansko. Mi od vsake kampanje vzamemo 4%, ki se razdeli v ekosistem. Neki z določenim deležem so nagrajeni ti ambasadori kampanj, določen delež dobi organizacija, določen delež pa dobimo mi za obratovanje platforme. Tako je. Ok, cool, hvala. Še kako vprašanje mogoče? Zdaj, ko se je druga vrsta že zagrela. Tretja vrsta, kako vprašanje? Ne? Ok, zdaj, edina stvar mogoče, ni edina, ampak recimo ena stvar, ki me je zdaj še porajala, oziroma vprašanje, zdaj, rekel si, dobrodelna organizacija za uporabo platforme kupi nekaj tokenov in ti tokeni se zaklenejo v pametni pogodbi za čas uporabe platforme, ne? Sem si prav? Ja, tako. Ok. Zdaj, ti tokeni imajo, torej bodo imeli neko vrednost, ker ti tokeni bodo kaj, v neki protivrednosti kriptovalute, bo jih moč kupiti ali na kak način, kakšno vrednost bodo imeli, skratka konkretno, jaz sem, ne vem, UNICEF bom rekel, ne, in zdaj, kaj konkretno pomeni zdaj neki naslednji korak, jaz kupim, ne vem kaj, 100 tokenov, ki so vredni koliko? Ja, zdaj, ICO cena recimo enega tokena bo 15 centov in to je recimo s tem mi tudi spodbujamo organizacije, da se zdaj pridružijo, da zdaj recimo vložijo v naš projekt, dobijo tokene, zaradi tega, ker več organizacij, ko bomo imeli na platformi, manj bo dejansko tokenov na trgu, in na podlagi tega bo cena rasla. Čeprav mi bomo določali ceno kampanj, tudi glede na vrednosti tokena, da se pravi, da ne more zdaj, če bo token ful zrastel, da bo zdaj organizacija mogla pač dejansko ful denarja zaradi to dati. Torej, na nek način vseeno pač dostop ali pa uporaba ta platforme ne bo za dobrodelne organizacije brezplačna, ampak bodo mogli kupiti te tokene in če bodo ti tokeni načeloma na borzi relativno visoki, bodo tudi bo vstopni prag za te dobrodelne organizacije
relativno visok, ali boste na kak Ja, način zato boste bomo to? pa prilagajali potem, recimo, če bo na začetku organizacija mogla imeti 1000 tokenov, če bo recimo cena ful zrasla, bo pač pa pol mogla imeti 100 tokenov, ne. Samo vseeno bo pa dražja vstopna cena, kot pa je zdaj na začetku. Okay. In zdaj, torej, okay, to je zdaj jasno. Na kak način pa je, ali bo povezano v bistvu ta članarina z velikostjo projektov? Skratka, če sem jaz organizacija, ki sem plačal, ne vem, 100 tokenov, bom jaz omejen na, ne vem, ali na število projektov oziroma kampanj ali na vrednost kampanj, ali to med seboj ne bo povezano? Ja, omejeno bo na število kampanj. Okay. In tudi, torej, bom rekel, tisti, ki donirajo, bodo za to svojo, za svoje donacije ali pa za to svojo aktivnost v smislu potrjevanja nekih dokazil, bodo nagrajeni s tokeni ali bodo mogli plačevati v tokenih? V bistvu organizacija, ki bo se odločila, da da neko kampanjo gor, bo lahko ta kampanja neaktivna ali pa aktivna, ne. In v primeru, da je kampanja neaktivna, smo mi poimenovali te uporabnike Cherryons, a ne. In Cherryonsi bojo mogli priti na platformo in zastaviti naše žetone, se pravi, zaklene pametna pogodba žetone, kampanja se aktivira in gre v donacijski proces. Ko ta kampanja postane uspešna, ko se zbere dovolj sredstev, a ne, vsak uporabnik, ki je zastavil svoje žetone, dobi pač iz tistih 4%, ki se razdeli nazaj v ekosistem, dobi neko nagrado, ne, ki je v bistvu uporabnik, ki bo zastavil svoje tokene, bo dejansko primoran oziroma bo tako rekoč z veseljem to delil po omrežjih, a ne, da bo privabil čim več donatorjev. In na tak način on postane ambasador kampanje. Torej zdaj, če jaz prav razumem, skratka jaz, recimo, ki bom v tej torej zdaj pasivni kampanji, bom se prijavil na kampanjo, zastavil bom, ne vem, 10 svojih tokenov plus doniral bom, ne vem, 100 etrov za neko kampanjo in če bo ta kampanja dosegla svoj cilj, se bo meni teh, ne vem, 100 etrov bo šlo končnemu upravičencu, teh 10 tokenov pa se mi bo dodatno bogatilo za 4% celotnih zbranih sredstev. Celotnih zbranih, ja. Okay. Zdaj mi ločimo, a ne, ena vrsta uporabnikov so donatorji, a ne, ki nimajo nobene veze z tokeni, ne. Se pravi, donatorji so lahko babice, ne vem, dijaki, študenti, ki se ne spoznajo na kripto, donirajo v kripto, ampak nimajo naših žetonov, drugi so pa Cherryons, ki podpirajo projekte, ki so gor na platformi. Okay. In ravno ti Cherryonsi, v bistvu na te računate, da bodo vaši ambasadori in s pomočjo tega, ker bodo oni imeli tudi, bom rekel, profitni motiv, da delijo kampanjo v svojem krogu, imajo čisti profitni motiv, da bo ta kampanja uspešna, ker bodo potem svoje tokene na nek način obogatili. Tako, ja. Okay, na kak način pa bo moja mama v bistvu donirala sredstva potem preko, ki nima kripto računa ali pa? To je načeloma dobro vprašanje. Zdaj na začetku bomo imeli samo prek Ethereuma, ne. Vedno več projektov prihaja ven, ki potem omogočajo avtomatsko konverzijo iz evra, dolarja v kripto, ne, in takoj, ko bo neka taka implementacija možna, bomo tudi implementirali, da lahko direkt, tudi ne vem, jaz si zamišljam to kot en primer, zdaj gremo na Petrol, da plačamo 100 evrov, a ne, pa dobimo na račun tisto kodo in lahko prek Bitinc dobimo bitcoine, ne. Tako bi pa lahko tudi potem na podoben način naredili, seveda, če bo možno, da lahko greš, ne vem, na Petrol, kupiš tiket za 100 evrov in avtomatsko doniraš k nekoj kampanji. Okay, cool. Torej, vprašanje je bilo, ali nameravate imeti svojega konverzijskega sistema za konverzijo med v bistvu fiatom in kripto. Kaj boste uporabljali za to? V štartu,
hočemo promovirati, da bi pač vsaka organizacija si ustvarila svojo denarnico, pa da bi mi nakazovali sredstva v kriptovalutah, ker tu so še manjši problemi, a ne? Sploh pri davkih še vedno ni jasno, koliko davka se plača in to bi bilo ne delo same organizacije. Mi omogočimo z našo platformo, da zbere sredstva, pri izplačilu zaenkrat mislim, pomagamo jim vse, ampak najlažje je pa, da ima organizacija svojo denarnico. In to lahko recimo naredi na Bitstampu kot primer, ne da promoviram, ampak je dejansko res najlažje. Za naprej pa ja, če bomo dobili sodelovanje z kakšnemu Bitinso, bi lahko naredili tak gateway, da bi bila avtomatska konverzija iz fiata v kripto. Okay. Samo ena stvar, smo pa dejansko že v pogovorih za partnerstvo z enimi, ki jih pač ne morem imenovati, ki bojo omogočali konverzijo fiat kripto pa kripto fiat. Nam bojo oni še tisti zadnji korak, tudi oni bojo dejansko jamčili, da je organizacija, ko je dobila kriptovalute, takoj konvertirala to v fiat. Zdaj, ker če bi recimo bil, ne vem, kak trader vmes pri organizaciji, bi lahko predvideval, kak bo market, pa bi na podlagi tega lahko ni zaslužili. S tem bo tudi naš partner pač jamčil, da so oni res takoj v fiat dali. Ok. Prav. Še kako vprašanje na tej točki? Tam zadaj, Luka, pa kar na glas, prosim, povej, oziroma mikrofon. Čakaj. Moje čisto tako laično vprašanje je v bistvu, če si predstavljam, da sem zdaj jaz dobrodelna organizacija, ki hoče zgraditi, ne vem, neko šolo v Afriki in zdaj zbiram, ne vem, x količino sredstev in vsi vemo, kako te kriptovalute nihajo in v bistvu čez celotno to kampanjo se zna zgoditi tako, da lahko v bistvu vrednost teh donacij v bistvu zelo pada. Ampak po drugi strani cena tistega cigla pa tiste opeke pa bo še vedno enaka. Tako da kako pač mislim to uravnati. Ker vseeno je razlika, če ti nakažeš 100 evrov v dobrodelno organizacijo, drugi dan pa je to vredno 50 recimo. Ja, zdaj zaenkrat v začetku imamo fiksno v Ethereumih določeno, recimo 50 Ethereumov se zbira. Je pa plan v prihodnje, da bo to nihalo, dejansko bojo pametne pogodbe gledale trenutni tečaj in če mi zbiramo, ne vem, recimo 50 jurjev in imamo, ne vem, 30 Ethereumov in če cena Ethereuma zraste, se takoj kampanja zaključi, če dosežemo 50 jurjev. In dejansko oni takoj dobijo denar, pa dajo v fiat. Na začetku pač smo zdaj naredili, ker zdaj imamo že demo platformo Zun, in smo pač naredili, kako smo bili zmožni tudi z finančnega vidika narediti, in tega še ne omogočamo. Ok. Tu še Dušan. Torej večina ali pa bom rekel... Vklopi mikrofon. Skoraj 90% vseh hitotov se izvaja na Ethereum omrežju. To pomeni, zdaj vemo, da Ethereum ima določene težave, upamo, da je bo rešil, vi tudi upate. Kaj, če Ethereum ne reši tega? Ste pripravljeni na plan B, iti na kako drugo platformo in tako dalje? Ja, mi dejansko iščemo že osebe, ki so globoko vpete v NEO razvoj, teda če dobimo advisorje z te strani, bomo preklopili na NEO takoj. Pomeni, ne boste čakali, da bo nebo, ampak plan je, če bo, ko boste lahko, greste takoj na NEO. Glede na to, da je NEO v bistvu kitajsko podjetje, se bojite kaj kitajskega regulacije in tako dalje? Ja, zdaj... Potem to neke vrste kvazi centralizirano. Ja, mislim, neko vprašanje zmerno obstaja, kaj pa če, Zdaj mi bomo pač provali po najboljših možnih močeh narediti. Zdaj, če bo en blockchain nam skinili, bomo pač šli na druga. Dejansko smo, večina ekipe je programerji oziroma smo neki inženirji, teda bomo že, lahko se preklopimo hitro. Cool. Ok, zdaj pa, če zdaj pustimo, torej, zdaj jaz mislim, da dobro razumemo, kako bo ta cela Cherry platforma delovala, pa če se zdaj v bistvu malo posvetimo samo še v bistvu nekemu razvojni poti te platforme, skratka, mogoče razložite, kje ste, kdaj ste začeli to razvijati, kje ste danes, in kaj so neki potem naslednji
koraki razvoja, v bistvu, da bo to v polni meri zaživelo? Torej, z idejo smo začeli lani, ampak načeloma je bila samo ideja. Idejo smo razvijali nekaj mesecev, na to smo pač v bistvu zdaj pred kratkim pa sodelovali na mednarodnem hackathonu, Future Hack, ki je bil organiziran iz strani Future of Humanity. Tukaj smo mi razvili MVP, torej tudi z podporo pametnih pogodb. Mislim, če še ne veste, smo uradni zmagovalci. In to je bila v bistvu neka točka, iz katere bomo sedaj izhajali. Platformo bomo sedaj razvili naprej, torej naš MVP trenutno še ne podpira pametnih pogodb, to je naša naslednja točka. Dodali bomo nove organizacije, nove kampanje, ja, pol pa sledi ICO. Okay. Mogoče, če se pri tem milestoneu, pri tem Future Hacku ustavimo, zakaj je bil ta Future Hack tako pomembna prelomnica na nek način za to v smislu konkretizacije platforme? Ja, to je v bistvu bil hackathon, ki je namenjen uporabi blockchain tehnologije za razvijanje projektov na nivoju United Nations, torej Združenih narodov. In to je v bistvu za nas bilo kar konkretna promocija, no. Sedaj smo dokaj razpoznavni tudi v tujini in mislim, da imamo dobro izhodišče, no, da zapeljemo stvar do konca. Ok, ampak recimo zdaj, če vzamemo stanje pred Future Hackom, vi niste imeli nobene, torej ta platforma ni bila konkretizirana, je bila samo ideja, ali ste v bistvu že vseeno imeli nek prototip, nekaj narejeno in potem ste samo to vnovčili, bom rekel, na tem Future Hacku? V bistvu ideja je bila, imeli smo landing page, imeli smo white paper, sam MVP platforme pa dejansko še nismo razvijali. Bilo je neko ogrodje, ampak totalno brez pametnih pogodb. Mi smo na hackathonu iz nič razvili pametne pogodbe, ki so dejansko delovale. Tako da, ja. Okay. Zdaj pa to, da v bistvu ti na hackathonu razviješ pametno, ali pa bom rekel kaj, to je algoritem za pametne pogodbe. To pomeni, je to tako enostavno razviti, ta algoritem, ali ste vi taki super programerji? Ja, ne vem, mislim, če kdo vlada to Solidity, je pač legenda, no. Mislim, to je tak jezik, ko se ga ne moreš naučiti. Primerov kode je ful, kako recimo smo mi delali, imamo eno osebo, ki je tudi tu, ki je postal dokaj dober v programiranju, ampak si je pomagal s primeri drugih pametnih pogodb. Ni dejansko neke konkretne dokumentacije, obstaja, ampak že sama koda po sebi, sintaksa je zelo težko berljiva in ja, to je kar težko delo, no. Pa imeli smo mentorja, ne, hackathon nam je ponudil pač mentorja, ki mislim, da ti koncesijsko so eni izmed boljših na svetu, so bili naši mentorji. Okay. Tako da zdaj generalno za nekdo, ki je programer in se želi lotiti projekta na blockchain tehnologiji, ki vključuje tudi pametne pogodbe, na točki, ne vem, 1 do 10, koliko je to zahteven projekt? Ja, lahko dam mikrofon našemu programerju, da to kar iz prve roke pove. Samo številko naj pove od 1 do 10. Simon. Ok. Ne, pustimo zdaj odgovornost, recimo tehnično zahtevno, ne, recimo spisati mobilno aplikacijo, pa potem spisati protokol pametne pogodbe. Jaz sem laik, dajte neko primerjavo ali pa da bom vzeli neki občutek, kaj je to eno in drugo narediti. Zdaj, ja, sama obsežnost programske kode za neki ICO ni neka ogromna, ne. Je pa dokaj zahtevna zaradi tega, ker tu si ne moremo dopustiti nekih napak, zaradi tega, ker ko se enkrat to objavi, ni več popravkov, ne. Zaradi tega je v primerjavi z mobilno aplikacijo to dokaj težje, ne. Ker če se enkrat ta mobilna aplikacija objavi, se lahko popravlja, to pa se ne more, ne. Ja, zdaj sama sintaksa ni tako težka, ne. Zdaj, če si ti nek developer oziroma sam jezik Solidity je podoben JavaScriptu, kar ga večina programerjev zna, ne. Teda
se da hitro net priti, samo ima pa svoje funkcionalnosti, pa svoje finte, a ne, ki jih moraš pač naštudirati, zakaj ti deluje. Poleg tega je težje debugati kodo, a ne, da priješ ti do nekega, da ugotoviš, kak bug dejansko imaš, a ne. Da tu so pol one, zdaj ne vem, mogoče se bojo razvili kakšne orodje za programiranje, ki bo pač poenostavilo to vse skupaj. Okay. Ravno ko smo omenjali odgovornost in tako dalje, obstajajo frameworki, kjer je možno validirati implementacijo pametne pogodbe pred tem, ko se to relisa? Ja, zdaj Je to že uporabno? QuantStamp recimo, a ne, dela na tem, dejansko oni so prvi, ki delajo security za pametne pogodbe. Zdaj nisem 100% imajo že demo, mislim, da imajo demo celo zun. Drugače praksa pa je, da se da recimo neki X osebi, ki ima izkušnje z razvojem na blockchainu, da auditira to kodo, a ne, da pač eliminira buge. Ker če sam razvijaš, ne moreš sam pregledati kode, a ne. Recimo s Simonom tudi midva skupaj sodelujemo, a ne, recimo on programira, jaz gledam malo, kaj dela, da tudi včasih jaz vidim neke napake, kaj jih on ne vidi, a ne. Okay. Kar nekaj ICOT-ov na osnovi Ethereum mreže. Obstaja iniciativa, da bi se naredilo neko združenje, kjer bi sodelovali in na koncu pač izboljšali določeno kvaliteto kode. Ja, zdaj dela se na nekem projektu, ki je še čisto bolj kot nov, dejansko ni še javen, da ga ne morem komentirati, dela pa se na tem, ja, da bi pač se naredila neka infrastruktura, da če greš ti v neki ICO projekt ali kakorkoli, da lahko greš do njih, a ne. Ker zdaj recimo te firme oziroma ti programerji, ki so res dobri pri nas, so zelo težko dostopni, pa tudi ful dragi so. Okay, kaj pomeni ful dragi? Tak v primerjavi, mislim v količniku govorimo v primerjavi? Ja, od 10 jurjev do 50 jurjev, take cene so. Recimo en dan dela validiranje 10 jurjev. Okay. Čakaj, moram nekaj spiti, ja. Ok, zdaj, če smo, torej ta Future Hack, prototip, mednarodna prepoznavnost, platforme in zdaj naslednji korak oziroma naslednji mejnik je ICO. Zdaj, kako daleč je ta naslednji korak oddaljen in kaj preprosto pomeni v bistvu narediti uspešen ICO. Pa zdaj, ko vprašam, kaj to pomeni v smislu, mi razložite v smislu denarja, v smislu resursov, v smislu PR-ja, kaj praktično pomeni narediti uspešen, oziroma kaj imate vi, kako imate splaniran ta uspešen ICO? Ja, pri nas smo začeli tako, da smo že na samem začetku bili inženirji, ne, smo znali v bistvu sprogramirati nekaj, ne, vsaj spletno stran, vsaj neko ogrodje, ne, da lahko postavimo na strežnik, da ljudje vidijo, ne. Potem smo še dobili druge člane ekipe, ki so delali na pisanju white paperja, delali so na 3D produkciji videa, da tudi predstavimo neki javnosti v vizualni obliki, ne, ker nekaterim se ne da brati white paperja, gledajo video, drugi pa niso za video, pa bi radi bolj podrobno prebrali white paper, ne. Najbolj pomembno je pri uspešnem ICO tudi to, da se zgradi community, ne. In gradnja communityja je tu dokaj težko delo, ne. Zdaj, Community koga? Kdo so te osebe, ki jih rabiš v communityju? Community so v bistvu tvoji investitorji, ne. Se pravi, kupci tokenov. Se pravi, imaš nek community, ki te podpira, ki verjame, sledi tvojim novostim, tvojim updateom, share za tebe, tako rekoč, ne, po socialnih omrežjih, povabi svoje prijatelje, glej, tu je nek dober projekt, jaz sem tu zraven, pridi še ti, a ne. In tako se v bistvu kopiči community, na tisti dan D, a ne, ko se objavi datum razprodaje tokenov, ne, se pač v bistvu potem vsi pošljejo transakcije in kupijo tokene in na tak način v bistvu ti raisaš sredstva, ne. Okay. Ja. Dejansko najboljši community ti je
mešanica investitorjev in uporabnikov platforme. A ne. To mi iščemo, ne, take ljudi. Tudi recimo eni kupujejo ljudi za Telegrama, ne, samo to je brez veze, ne. Mi iščemo pač dejansko res ljudi, ki jih zanima kot uporaba naše platforme, pa kot dobiček. Ne. Torej tudi UNICEF kot neki potencialni kupec, uporabnik vaše platforme, kupec tokenov. Tako je, recimo, to bi bilo najboljše za nas, da večinski delež investicij dajo te dobrodelne organizacije. Ampak recimo scenarij, da pač UNICEF pokupi vse tokene. Legenda. Okay, je to neki zaželjen scenarij? Potem... Ne, mi imamo pač, mora biti neka zgornja meja oziroma whale protection, ne, da nima zdaj ena oseba oziroma ena organizacija prevelik vpliv na trg z našimi žetoni. Ne. Okay. Zdaj, kakvi bodo ti neki soft capi, hard capi, skratka neke meje, mejniki uspešnosti zbiranja ICO sredstev? Je to že, imate že v glavi to razdelano? Ja, mi v bistvu imamo, soft cap imamo 3 milijone, hard cap 12 milijonov, s tem, da med soft capom pa hard capom gre 50% v dobrodelne namene oziroma v kampanje, ki bodo na naši platformi. Okay. Torej 5 pa 12, če sem razumel, ne? Torej 7 milijonov, torej 3,5 milijone, če prijete do 12, bo šlo direktno v neke projekte? V kampanje, ja. Okay. In te kampanje že imate zbrane ali bodo to kampanje? Ja, zdaj imamo neke aktivne kampanje, nismo še zelo aktivno začeli na tem delati, ker smo še imeli neke pravne težave. Smo pa tudi v dogovorih z enimi večjimi organizacijami, da bojo dali že projekte. Okay. Kdaj bo približno, v katerem mesecu bo po štart ICO-ta? Cirka 2 meseca. Okay. Koliko resursov rabite za to? Za vse skupaj, da bo kampanja narejena, promocija, PR, spletna stran, platforma, koliko približno je to, da bomo imeli občutek denarja, da se recimo to naredi? Za razvoj glavne platforme dokončane. Ja, to je zdaj, nimam še do konca nared seznam, bo seznam objavljen dejansko, zakaj rabimo toliko denarja. Rabimo cirka 30 ljudi, potem zaposliti. Blockchain programerji so dragi, kot smo že prej čuli, to je 10 jurjev recimo na mesec. Poleg tega za marketing borze so drage, recimo Binance je 1 milijon, da te listajo. Rabimo pač, dejansko imamo utemeljeno, zakaj zbiramo 12 oziroma... Ok, torej, samo ta številka, ne, torej, če vkolikor želite, da je vaš token listan na Binance-u, torej morate platformi plačati $1 milijon. Binance, ja. Binance, ja. Ok. Prvi exchange, na kateri ja, to je dejansko prioriteta. Koliko časa po ICO to planirate? Ja, to... Želja? Ja, ja, jaz upam, da recimo po ICO to v roku 3 tednov, da bomo dejansko, žetoni bojo relisani takoj, ko bo ICO končan, recimo na ITER Delti, pol pa bomo dali pač vse moči v to, da prijemo na večje borze. Zdaj, ko smo žili pri borzi, pa to je mogoče konec, ne? Zdaj, velika večina, ali pa jaz bom rekel, dosti tokenov ima prvi dan na borzi 90% padec. Se da zaščititi, da se to vam ne bo zgodilo? Ja, zdaj kot prvo je ta whale protection, zdaj, če so žetoni dosti dobro distribuirani, dejansko ne more biti, oziroma ne morem reči, da ne morejo biti. Zdaj sam investiram v ICO-te, investiram v potencialne ICO-te in dejansko se mi ne dogajajo take stvari. Večina ICO-tov, ki pride ven, so vsej dvakratnik prvi dan na borzi. Zdaj, zato mi tudi, zdaj recimo naš ICO datum ni fiksiran na 2 meseca, ampak bomo se tudi prilagajali glede na kak community bomo imeli. Hočemo iti z dovolj močnim communityjem ven, da bo dejansko tudi cena tokena nad ICO vrednostjo, ko pridemo na borzo. Mogoče samo preden zastavite vprašanje, še kako drugo vprašanje, sicer mi je zelo všeč, da je druga vrsta tako aktivna, ampak samo da bomo dali priložnost ostalim, prvič, drugič, tretjič, nič, super, izvoli.
Pa samo mikrofon vklopi pa blizu, da vsi slišimo. Hvala. Ko bo se ICO štartal, ne, bomo mi potencijalni investitorji lahko te žetone kupili. Ne. Zdaj investitorji ziher imajo nek ekonomski interes, da bojo nekaj zaslužili. Zdaj nisem čist prepričan, če sem prej prav razumel, ko jaz kupim vaš žeton, postanem cherryon ali šele takrat, ko se ti žetoni založijo v kompaniji, kdaj jaz lahko pričakujem nek delež tistih 4%, a kako mi kot investitorji potencialni lahko seveda pričakujemo nek dobiček. Ja, mi imamo naš ICO zasnovan tako, da bomo imeli pred glavnim ICO-tom, bomo imeli public pre-sale, ne, ki bojo 3 tiri, različni bonusi bojo. Zdaj mi imamo demo platformo že live in ti lahko doniraš na tisti naši platformi, lahko deliš kampanje, dejansko lahko že ta community effect delaš, s katerim dobivaš pike. In zdaj več pik, ko boš zbral, v višji tir za bonus boš padel v tetmo public pre-sale. Torej, če hočeš res, da se ti gre res za dobiček, moraš biti full aktiv na naši platformi in boš dal večji bonus zaradi tega. In preko tega Proof of Charity smo mi to poimenovali, preko tega mi tudi hočemo zbuildati zdaj community oziroma pač bazo investitorjev. Pa verjetno te zanima tudi, kako bo zaslužil. Torej, tako kot je že kolega prej omenil, kampanje bojo imele opcijo aktivacije. Ti boš lahko svoje žetone vložil, torej boš aktiviral kampanjo, jo boš kasneje promoviral. Če bo kampanja uspešna, to pomeni dosegla več kot 10%, boš od 4% določen procent dobil nagrade. To je ena izmed glavnih nagrad. Plus tega, da bomo dodali menjavo točk, torej točke, ki ste bo zbirale v programu Proof of Charity, torej da boš ti delil kampanje, karkoli promoviral charity, boš lahko kasneje tudi zamenjal za tokene. Ja, pa na te točke, ki jih boš zdaj pred ICO-tom zbiral, bo na koncu še airdrop. Na podlagi pač koliko točk si izbral. Kaj bo na te točke, nisem razumel? Airdrop je dejansko, ti boš neke točke zbiraš na naši platformi, recimo imaš 5000 točk in mi bomo pol naredili neko konverzijo, koliko naših tokenov dobiš za stojn zaradi tega, pač koliko točk imaš. Aha, to je neki bonus, recimo. Neki bonus, ja, na wallet bo pač priletelo, bojo naši tokeni ti prileteli. Ok, cool. Dobro. Še kako vprašanje mogoče? Druga vrsta se zadržuje, prosim. Vaši tokeni so zaklenjeni v pametni pogodbi, dokler se tretja vrsta ne aktivira. Dobra vprašanja bodo nagrajena. Ok. Ja, mislim, da imamo že 2 nagradi. Pa še bonus zraven, jaz mislim, da glede na to število vprašanj. Ok, evo, za bonus, ne. Malo bi se vrnil za nazaj, zanima me, zakaj Neo platforma? Če se spomnimo, kaj se je zgodilo včeraj morda? Nisem bil, ne vem, kaj se je zgodilo. Ja, v bistvu padel mi en note in padlo mi celo mrežje, ne. To pomeni, da Byzantine fault tolerance je pri njih konkretno pod vprašanjem. Ja, pač glavna, oziroma zakaj Neo, mi večjo skalabilnost ima, več transakcij zmore, poleg tega glavna ena taka lastnost je, da je brez fijev. Glede na to, da imamo mi voting, vsak zapis na blockchain stane, pri Neo to pa ne. To dvoje je ena izmed Mislim, da se strinjamo, da je še vedno odpornost ključnega pomena. Zdaj pa, če pač to pade vse. Ja, zdaj Ethereum je zaenkrat najboljša možna varianta, ker je tako močna. Hvala. Nekaj, prosim. Pol kile češenj gre, potem prišanko dobiš. Ok, še kako vprašanje? Aleš? Zdravo, mene pa zanima tako čisto vaše osebne, se pravi, ambicije po ICO-tu. Kaj se bo dogajalo potem z vami? Kaj si sami obetate od ICO-ta? Boste si potem vsi lampote kupili in pozabili na čerijo ali v bistvu... Mi imamo dejansko že lambote. Dogovor. Mi imamo dogovor, da mi dejansko ta denar, ko ga bomo od ICO-ta zbrali,
to ni naš denar, ne, to je dejansko denar za razvoj, za stroške, za pač druge stvari. Kot lastniki tokenov imamo pa tokene zaklenjene, ne, in tokeni se bojo po mesečnem intervalu spuščali, ne mogel zdaj vse tokene prodati pa reči, zdaj pa vi delite, ne. Pač zaklenjeni bojo tokeni, ja. Smo res 100% v to, zato smo tudi naredili demo platformo, da pokažemo, da smo resni, da bomo res to razvili. Okay. Je kako pravilo, koliko časa pač morajo ali pa so recimo v nekem kredibilnem ICO-tu v bistvu tokeni founderjev zaklenjeni, ali je to pač bolj stvar nekega občutka? Ja, opazili smo pri ostalih uspešnih projektih tak 12 mesecev ali pa 24 mesecev, da se potem postopoma sprošča. Imenuje se sicer vesting, torej se pač vesta po mesečnem intervalu. To kontrolira, pardon, mogo se vprašati. Pametna pogodba kontrolira. Ona v bistvu drži vse žetone. Validira kdo to pametno pogodbo, ali to je pač zdaj čisto zaupanje vam, da ste to prav sprogramirali, da ni bilo napake pri Simonu? Pametne pogodbe so v bistvu open source in lahko potem drugi validirajo, ne. Se pravi, če imamo neki skrit backdoor noter, bo ziher prišlo na plan, da oni so. Ja. Samo to še me mogoče zanima za na konec, čas nam je tak se iztekal. Kaj pa, kar se tiče mogoče čisto, ok, ti si začel z zaposlitvijo, ampak kak je zdaj pravni status tega Cherryja? Je to, ne vem, DOO ali je inkorporiran v Mariboru, ali bo to, ne vem, neki LTD v Londonu, ali bo to na Kajmanskih otokih, kakva bo pravna oblika, kdo je nosilec ali pa lastnik intelektualne lastnine, kje bo lastnik, kdo bo lastnik walleta, kamor bo prišel ICO, kak imate to v bistvu urejeno? Ja, zdaj zaenkrat imamo DOO v Sloveniji, mi imamo dva odvetnika, naša sta odvetnika pri Hedge Fund, če ne poznate. Plus tega je naš odvetniški advisor Nejc Novak, oni se zdaj pač pogovarjajo oziroma raziskujejo, kje bi bila najboljša oblika firme za nas, to še nimamo, dejansko ne bomo šli na nek offshore, na Slamnato oziroma na Kajmanske otoke, ker smo charity in hočemo pač, da je tudi firma tako najboljše dejansko bi bilo v Sloveniji. Ok. Je tu v bistvu že zakonodaj relativno jasno, oziroma ali je tu še zdaj kar tak neke sile? Ja, ful je, v bistvu za nas in za odvetnike je ogromno sivih celic glede teh zakonov, ker nič ni jasno, pišejo se pisma regulatorjem, pišejo se pisma davčnim, pa delamo pač po najboljših močeh. Ok. Alright, zadnja možnost, da bonus v obliki pol kile češenj, ki čaka. Pa vsi prosim Telegram, vsi, ki imate Telegram, prosim, joinajte. Ok, koliko izmed vas pozna Telegram, roke gor? Telefone v roke. Ok, cool. Za tiste drugo polovico, ki še nima Telegrama, oziroma kaj je to Telegram? Tu smo vseeno kakor hudi geeki od spredaj, tako da dajte biti malo prizanesljivi do nas, ki nismo taki hudi geeki. Ja, v bistvu Telegram je namizna, mobilna spletna aplikacija, kjer je tako imenovan community tam doma, od vsakega projekta. Se pravi, ti narediš svoj kanal, kakor je včasih bil IRC. Se pravi, nekdo je admin, pridružijo se člani, admin ima pravice, te lahko odstrani, pina neki post, napiše neko novico, pošlje obvestilo vsem, ki so v tem kanalu in predvsem je pač dobro zato, da poteka neka v živo debata, da je neki 24/7 live support, ki pridejo potencialni investitorji gor, vprašajo, koliko tokenov imate, koliko jih gre v prodajo, kaj se zgodi s tokeni, če se ne prodajo vsi.
Milijon vprašanj pride na dan. Okay. Predtem se je uporabljal dosti Slack, ampak zaradi nekih varnostnih razlogov so ga večinoma 99% projektov ga je opustilo. Teda zdaj so vsi prišli na Telegram, ki je dejansko glavna komunikacija. Okay, ampak to je v primerjavi, ne vem, to je pač neki WhatsApp kanal, like, ampak to je bolj, neka bolj modna muha, ki je zdaj pač prišla skupaj z ICT, ali to? Tako. Okay, modna muha. Načeloma je tudi neki Rocket Chat, alternativa, ki sem videl, da se tudi eni slovenski podjetja poslužujejo zdaj po ICO-tu, po ICO fazi, prehajajo na Rocket Chat, ampak zaenkrat je Telegram, največ ljudi ga manj že inštaliranega in zga bi nekaj drugega izumljal, pa brcal v temu, če že... Zakaj bi poleg Vibera, WhatsAppa, Messengerja, Skypa, Slacka ne bi imel še Telegrama, recimo, ne? Ok, cool. Ok, super. Evo, jaz mislim, da smo, vsaj meni so stvari ful bolj jasne, kot so bile, tudi kar se tiče teh osnovnih pojmov blockchaina. Hvala lepa za to super debato, za ta pojasnila. Jaz vam želim veliko uspeha na ICO-tu, ampak predvsem veliko uspešnih kampanj, ki bodo rešila kako življenje ali pa polepšala kako življenje. Naslednji teden Andrija Šulic iz Renderspace, gost na Spletnih ulicah. Govorili bomo o delu UX dizajnerja v eni veliki agenciji in kako v bistvu preklapljati in delati različne torej projekte. Matej? Ok. Evo, in še en EPP vložek. Torej naslednji četrtek, torej vtorek startup oziroma Spletne urice, v četrtek pa organiziramo eno ekspedicijo k našim sosedom v startup skupnost v Graz. Tako da organizirali bomo en avtobus, da gremo na njihov startup musli / Spletne urice, ki ga imenujejo Startup Šprica. Isto poteka ob 7 uri. Tako da torej, avtobus bo organiziran iz Maribora, brezplačna udeležba na Startup Maribor Facebooku bomo objavili, tako da prijavite se, gremo skupaj na obisk k našim sosedom, močna skupnost, vsi tisti, ki imate interes se povezovati, se družiti, ki vam je mogoče Avstrija tudi neki ciljni trg, seveda dobrodošli, vse bo znano, vsem boste obveščeni, tako da to je to, šank se odpira, srečno in hvala lepa. Hvala.